Vodenje s posluhom. Dober dan, dobrodošli. Začenjamo 7. sezono vodenja s posluhom. Miha Škrlavaj, hvala, da še vztrajaš kot sovoditelj. Hvala tudi vam za vabilo iz Vala 202 in vsem našim gostom. Je v veselje in čast. Kaj ti morda najbolj odzvanja v vseh teh sezonah? Jaz vedno pravim, da vsaka sezona znova dokazuje, da v Sloveniji imamo vodje, ki znajo voditi postherojsko. Ja, natanko to, ne, se pravi, v bistvu je vsaka zgodba ima en svoj čar, vsak od naših sogovornic in sogovornikov mi ostaja v spominu po neki sporočilnosti, ne, tako da težko bi izpostavil prav nekaj posebnega, ampak dejstvo je, da vse te zgodbe pomagajo ustvarjati nekako bolj zdravo krajino organizacijskega življenja in to mislim, da nas vse skupaj žene naprej, da delimo te zgodbe. In prav navdušena sva, da imava danes gosta, ki sva ga že kar nekaj sezon nestrpno pričakovala v vodenju s posluhom, izvršni direktor Devesofta Tilen Sotler. Dober dan, dobrodošli. Lepo pozdravljena. Miha pravi, da želimo nekako širiti ta sporočila o bolj zdravi krajini, trajnostno ravnanje z ljudmi pri delu tudi. Ko rečem Devesoft, si naši poslušalci načeloma vsi predstavljajo nekaj. Predstavljajo si najbrž, da Trbovlje, pa kakšno Naso, Tesla, kaj podobnega. Kaj v bistvu počnete v Devesoftu? Izdelujemo merilne inštrumente, ker je velikokrat težko razumljivo, ker je to neka taka nišna branža. Si jih pa lahko predstavljamo kot neke take napredne voltmetre. Locirani smo v Trbovljah, kar je tudi nenavadno, to je ta druga nenavadna stvar in zato je še težje vedeti za nas. Ampak mislim, da je zelo lep kraj, zelo mirna dolina za ustvarjati. In pač tukaj smo nastali in smo se tudi odločili, da smo patrioti in bomo tukaj tudi ostali. Zato smo pač tam. Mi delamo v vseh industrijah, pravzaprav to so avtomobilska, vesoljska, ta vesoljska je mogoče najbolj znana, ampak smo tudi v Beli tehnik, recimo z BSH-jem delamo in takim podjetji, tako da veliko aparatov in stvari, ki jih imate doma, so zmerjene z našo opremo. Trenutno nas je v headquarterju, mi rečemo headquarter pač, ker smo večinoma govorimo po angleško, tako da je tudi malo uporabljamo angleško pa slovensko, tako da se ne preveč čuditi. Nas je nekje 203, po svetu nas je še malo več kot 200, tako da smo skupina, nas je nekje 400. Konsolidiran promet je znašel lani, mislim, da okrog 100 milijonov. Bom rekel, smo tretje največje podjetje v tej branži na svetu. Samo dva sta še večja. En je ameriški, en je pa v Evropi tudi. Kar se tiče poslovalnic, mogoče da še povem, je tudi zanimiv, ker smo tudi malo poseben, imamo 19 svojih poslovalnic. To pomeni, da smo vsaj 51 ali več procentni lastniki po svetu. Torej praktično pokrivamo cel svet. Kar se tiče pa naših, mi tem rečemo repi, teh je pa dejansko še tam 31 približno, tako da vse skupaj 50. To so pa samo neka podjetja, ki prodajajo tudi našo opremo. Tako da v bistvu smo se razlezli po celem svetu, nekako. Skoraj ni kraja, da nas ne najdete. Od Singapurja do Amerike. Super, zanimiva ta predstavitev podjetja, zdaj pa še nekaj o vas osebno. Praktično vso svojo kariero že delate v Devesoftu, direktor ste pa od konca 2022. Ko ste prišli v podjetje kot študent računalništva informatike, ste imeli ambicijo, da boste kdaj tudi vodili to podjetje? Takrat vas je bilo, mislim, da 5 v podjetju. Ja, 5, 6 mogoče, kak zunani sodelavec. Jaz sem prišel dejansko konec 2003, torej začetek 2004 sem uradno začel. In to zato, ker sem končal fakulteto za računalništvo in sem v bistvu imel željo narediti prakso. Zdaj, kot tehnik sem bil kar len za vožnjo, ker sem se že prej dosti vožnjo in sem rekel, ok, obstaja kaj v Zasavju, da mi ni treba se voziti v Ljubljano, in sem našel eno spletno stran, ki je bila takrat narejena še v Wordu, tako da je bila za mene kot računalničarja grozna, ampak sem jo preživečal in sem poklical in potem je bivši direktor Andrej vprašal in rekel, kjer jezike pa znaš? Pa sem začel te programerske jezike naštevati, Java, C++, C#, rekel ne, slovensk, hrvašk, nemšk, rekel, ne vem, slovensk, hrvašk, nekaj anglešk, nemšk, dober si, kar prid. Tako da takrat nisem vedel, kaj bi si mislil.
Pa sem prišel na firmo, sem sedel v avl, tako da mogoče dobimo tudi ta občutek, kako je takrat izgledalo zaposlovanje, pa kako danes izgleda. Sem sedel v avl. Mislim, jaz upam, da še vedno ljudi vprašate, katere jezike govorijo. Ja, ampak potem sem sedel 2 ure v avl, da je Jure prišel. Ker je delal rad zvečer pa ponoči in je zjutraj odspal. Tako da se je prišel lepo nekje tam čez 2 ure kasneje, pa me tako poklical not, pa je rekel, daj pokaž nekaj, ko si delal. Pa nekaj odprem, ker sem v Delfi napisal, glih tu, kar rabimo, kar priti jutra. Tako da danes razgovor izgleda zelo drugače, moramo malo povedati, to verjetno veta, ne, vse povsod. Tako da jaz sem takrat dejansko vsi sem dobil priložnost, pa bom nekaj probal narediti. In tako se je začela v bistvu moja karierna pot. Bil sem pa inženir računalništva in sem prevzel v bistvu matematično področje, tem se reče NVH, Noise Vibration Harness, in sem se ukvarjal z vibracijami. To so dejansko meritve v avtomobilih, recimo meritve zvoka, meritve na elektrarnah in take stvari. Recimo, modalna analiza avionov, torej kako se avion v zraku obnaša, v katerem primeri lahko kaj odpade ali razpade. Tako kot vidimo pri Boeingu, recimo trenutno, da so te stvari mičken pozabili, verjetno pri cost reductionu. In to je bil moj področje in takrat nisem mislil, da bom kaj veliko vodil. Sploh pa ne firme. Pa je bila očitno intuicija, ki jo imel Jure kar ta prava. Verjetno je bilo na tej poti še veliko enih umestnih korakov od te avle in tega zaposlitvenega dogodka do zdaj. Kaj se je v bistvu vmes odvilo? Tukaj je, z Juretom smo veliko hodila po Evropi skupaj, tukaj sem se naučil res merilne industrije, ker to se naučiš samo tako, da greš naokrog. Po drugi strani pa to res vrhunski motivator, ker če vidiš ene stvari, ko jih dejansko narediš, če recimo, priješ v SpaceX, pa vidiš tam tisto raketo, kjer merilna oprema si ti razvijal, zdaj pol, ko drug dan priješ nazaj v službo, priješ z nekako drugo mentaliteto, kot preden si šel na pot, ker dejansko dobiš občutek, ko si naredil. In veliko sva skupaj hodila in to je bil moj prvo izobraževanje, recimo, industrije same. Tukaj je zelo domensko znanje, ki ga moraš nekje razviti. Potem sem pa jaz dobil en prvi projekt, ki mi je Jure se ga je probal znebiti, ker ga je on delal, in to je bil za CIMOS, so bile to ene stroje, ki so merili razdalje, višine in tako naprej. In Jure se ga je probal malo znebiti, ker sem čisto razumel, ker po 7 strojih, ki sem jih jaz naredil, sem isto se potrudil, da sem se ga znebil, je pač tako gre v življenju, da greš naprej. In si jaz dobil, in tukaj sta bila 2 mehanika, 2 elektrotehnika pa jaz. In jaz kot programer sem vedno na koncu šraufu, elektrotehniko skupaj delal, tako naprej. Pa sem jaz en dan šel domov, tako neko polnoči z delavnice ven, pa se razmišljal, tole nekaj ni v redu, ker zakaj jaz na koncu celo mašino skupaj delam, pa pravim del vseh, pa se koliko zima pa mi malo obrli. Pa sem začel pa klicati, pa sem tudi roke bil pripravljen zamujati, da dokler on ne poštima. In tle sem se začel učiti prve stvari, pa sem začel malo razmišljati o vodenju ekip, kako delati s temi. Pa sem tudi ugotovil, da so vsak drugačen, kako s tem delati, kako z unem delati. In to je bila taka moja prva izkušnja, recimo 4 ljudi, ko so prej bili navajeni tega, da itak bo en za nam vse popravil, ker se pač ki je vsak vodja po narav najtežji do sebe in vedno pravi sam do konca narediti, če ni, Sem se naučil pa, da obstajajo druge možnosti. Malo sem bral, pa tako naprej. In tukaj je bila moja prva izkušnja, To je bilo, mislim, da 2-4, 2-5, pol 2-6, tam nekje. To je bila moja taka prva ekipa, tudi neuradna, nikjer noben ga naziva, noben ni vedel, kdo je kdo, pač, ampak tudi ne vem, če so vedeli, da jih vodim, to nisem siguren, naloga je bila narejena. Tisti so predvsem vedeli, da boste popravljali za njimi. Na začetku, potem pa čez dalje manj, zaradi tega, ker sem jim razložil, da tako ne bo šlo. To je bil moj stranski projekt v bistvu. Jaz sem delal glavno stvar na vibracijah, pa na tem, to je pa pač sem po noč pa za vikende delo. Ampak sem se veliko naučil spet merilne tehnike, vodenja. Tega sem pol predal naprej nekomu, sem ga tudi navdušil nad to zadevo in ta je pol do konca delal, dokler nismo linijo ukinili. Tako da sem se tudi naučil malo navduševanja, ker sem mogel nekako, ker to noben ni hotel vzeti. In sem razmišljal, kako zdaj nekoga navdušiti, pa kdo je ta prava oseba, da bo navdušen nad tem. Tako da Se pa zdaj vodenja lotevate bistveno bolj, sistematično, kakor razumem, je dejansko to zdaj ste že toliko velika organizacija, da pač to ni prepuščeno navdihu posamezniku, da bojo zaznali, da je treba poskrbeti tudi za delegiranje, pa sledenje izvršenemu, pa te zadeve. Mogoče nam lahko malo temu poveš, midva se tikava, ne? Ja, to je pa tako. Nisem prepričan,
če ni una moja pot zelo dobra. Ker jaz sem začel dejansko usporedno s tem, bom pa razložil drug del, sem začel usporedno s tem tudi voditi najprej enega študenta, pa 2 študenta, Jure mi jih je začel delati, ker je bil dosti dela na mojem področju, lepo je rasla tista moja skupina, pa je začel mi študente dodajati. Nekaj sem jih pol sam že najdel in tukaj sem šel dejansko od vodenja skoraj enega do danes neke organizacije. In sem šel čez veliko izkušenj, ko bi jih lahko bral dolg časa, jih ne bi nikoli razumel. Ker od teh študentov recimo je šlo tudi od tega, da sem jaz namesto njih delal, od tega, ja, roki so roki, zdaj, do tega, da sem bil mogoče prestrog do sebe, ker sta bila una dva nekje v zadnji, pa sem jaz vseeno vztrajal, do tega, da nisem prav skomuniciral, do tega, da sem dal pretežke, vse možno sem videl, to bi lahko, ne vem, koliko knjig preropa, ne verjamem, da bi čist dojel, no. In se mi zdi, da čez to pot vseeno zelo lepo rasteš. In ta danes, ko vodje probamo hitreje zobrasti, veliko težje. Tako da se veliko tudi pri nas začnemo s tem, da jim damo res mehno, ne vem, enega ali pa 2, ne, pa včasih hecen, ko bi pa z 2, ne. In kar začni, ne, pa se počasi malo nauči, ne, o različnih osebnostih, kako jih zmotivirati, ko narediti, ko se konča projekt, ker res ni samoumevno, ne. Ta moja pot, mislim, da je tudi bila dosti v redu. Zato sem pol na koncu šel tudi na MBA, da sem pa še formalni del tega spoznal, recimo, ker sem prej prebral, da sem nekako še sam si dal potrditev, ok, ne. Veliko vem z prakse, zdaj pa tudi nekako sem to spravil en okvir, ne. Tako da to je bilo kar dolga pot. Ja, skoraj 20 let. Danes imamo pa tako, da je naša vodstvena ekipa v bistvu zelo mlada. Mi imamo v bistvu zelo, v metodologiji se tem reče lean firmo, torej zelo agilno strukturo in middle management v bistvu obstaja, ampak je zelo mrežna organizacija, ker vedno pri nas se malo zmede, ker pol kdo res, ko lahko pove, ne, tudi jaz kot recimo na moji poziciji meni študent lahko pove, ko bi jaz delal, pa se bomo pomenila. In je ta flat struktura je v bistvu zelo dobra, pa zelo naporna za upravljati, ker ni klasična management funkcija, torej, ne vem, planiraj, nadziraj, ampak je nekako res bolj vodstvena, torej del izgledam, pa ti bo sledil, ne, in tako naprej. Tako da izobraževanje je bolj daljši proces. In še ena mogoče taka, ki je izziv, je, da ta firma je inženirska firma, visokotehnološka. Zdaj, če poznata Google nastala podjetja, ki so cel management stila, to je zato, ker ponovadi tehniki niso veseli nad tem besedam. In zaradi tega imamo tukaj tudi vedno je težko, ker moramo nekoga, ko je tehnik, najti čuvno stran vodenja, ker drugače je zelo težko, ne, v glavnem deli službe, razvoju. Tako da probamo res vzgojiti tiste primerne kadre. Kar se tiče pa formalnega izobraževanja, smo pa zdaj ravno začeli 2-letno akademijo, ta je interna. Imamo zunanje 2 HR-ovke, ko mislim, so res ful dobre in so jo naredile prav za nas, v smislu preko primerov, preko izkušenj, da se dejansko ljudje izobrazijo na svojih primerih. Potem imamo mentoriranje vedno na projektih, na takih lažjih projektih je tako malo lažje, na težkih projektih pa ljudje malo bolj so pod pritiskom. Pa pošiljamo jih na delavnice ali na MBA, na ta Young Leaders vedno pošljemo in tako naprej. Tako da probamo res na vse načine izobraževati. Bi pa sam eno stvar povedal, da to pa res se mi zdi, da zelo malo ljudi razume, da vodenje je isto 10.000 ur, kot vsaka druga stvar. In večinoma je ta vodenje res zraven pri vseh, ne. Tudi jaz moram reči, da nimam 8 ur časa, da bi se sam s tem ukvarjal, pa bi bilo prav, če bi hotel hitreje iti naprej, ne. Tako da je žal to stvar, ker je zelo težko, zelo je podcenjena v smislu, kako jo pridobiti, ne. Saj to so 3 delavnice komunikacije, pa vodiš, ne. Ne dela to tako. In to vidimo vse posod. Včasih še tega ni, ne? Ampak morda zdaj vseeno, če še malce vrtava potem, v bistvu, kaj pa vaša osebna motivacija? Zakaj se vam zdi vredno ukvarjati z zemeljskimi problemi sodelavcev, ne, če bi lahko reševali neke vesoljske izzive? Te moramo najprej spraviti pod kap, da lahko potem se ukvarjamo z vesoljskimi problemi. Ne? Tako da jaz mislim, da je to neka osnova. Ne vem, jaz moram pa tukaj res reči, že imam interno motivacijo za to. Vedno je nekako, ne vem, že ko sem bil otrok, sem bil športnik, vedno sem nekako prevzemal avtomatsko to vlogo, to zdaj ne pomeni, da sem dober ali slabo, to samo pomeni, da se avtomatsko postavim v to vlogo, vedno sem rad zorganiziral stvari, vedno sem rad spijal do konca, ker z 2 rokam lahko naredim sam tuk pa tuk. In sem vedno razumel, da rabim več rok za karkoli. In to je bila moja narava. In tako vmes tisti inženirski del je bil pač nekaj, kar mi je bilo tudi zanimiv, ne? Ampak na koncu mislim, da
pol človek začne tu eno pot, kamer si želi. In meni se zdi, da je to pač nekako moje poslanstvo bilo. Jaz ga tako vidim, zdaj druge boste mogli vprašati. Meni se zdi v bistvu zelo dve taki prispodobi, ki opisuje ta tako Devesoft, kot zgleda od zunaj. Ena je vesolje, druga je pa Grenadir marš. Ne vem, če se strinjaš ali ne, ampak tako biti lokalen, biti trdno na svoji zemlji, pa hkrati segati po zelo visokih in skoraj nedosegljivih ciljih. Je to nekaj, kar vas opisuje? Kako ste prišli do tega? Ja, jaz se strinjam s tem dvem prispodobam. Zdaj, nekaj časa nazaj smo tudi z Nevaro od Rimca zmerili vseh tistih 200 rekordov, tako da celo malo več. Tako da smo tudi drugje velikokrat, ampak res ljudje samo vesolje gledajo, ker je zanimivo. Tako da je sigurno ta del visoka tehnologija, bi temu rekel, mogoče rajši, kakor prav specifično vesolje. Ne? Grenadir marš je pa tudi nekaj, kar smo mi. In kaj je to zdaj, čakam že prav nestrpno? Grenadir marš, to je jed. Po reklami. Ja, to je tak slab makaroni. Okay. In to je vedno v vaši menzi na voljo. Ne, ampak to predstavlja neko lokalno sliko, kako je tudi v naši menzi na voljo velikokrat, ampak predstavlja neko lokalno zgodbo, da nekako smo res tukaj lokalno usmerjeni. Najprej v Trbovlje, potem v Slovenijo, potem v Evropo. Celo na izdelke je dal naš predsednik, ko smo rekli Made in Europe, ne? Je rekel ne, Made in Trbovlje. Rekel, sem rekel, lahko ne. Ponovadi Slovenija mislijo, da je v Slovaški, tako da Made in Trbovlje ne bo nihče vedel, ne. Ampak se strinjam, ja. Če stojimo pač za tem, ne, se moramo nazaj prispevati, ne. Tako da ja, to sta neka sinonima za podjetje Devesoft, ja. Visoka tehnologija pa lokalno usmerjenost. Tudi vi, Tilen, prihajate iz tega okolja, ne? Kakšna prednost je to, da v bistvu svoje sodelavce srečujete v trgovini, na ulici, v pisarnah, se pravi, da se poznate, da prihajate iz tega manjšega okolja, da tudi v bistvu iščete ljudi v tem okolju? Je to prednost, je to breme? Ne? Včasih slišimo že za Slovenijo, da je čisto premajhna, da bi dobili najboljše talente. Vi ste pa čisto zadovoljni v Trbovljah. Mi tudi kar nekaj dela outsourcamo, tako da imamo nek fiksni del firme, pa variabilni del firme. Zaradi tega, ker tudi za primere težav pol lahko se s tistem delom malo več ukvarjamo, pa tega ohranjamo, ker bi ga radi dolgoročno obdržali. Tako da niso čisto vsi pri nas. To je dejstvo. Ja, jaz bi tukaj preprosto rekel, da mislim, da je zelo pomemben, da tisti, ki pride k nam, ni tukaj pomembno, a se mora z avto pripeljati ali kaj mora za to narediti, ampak da res bi rad to delo. Res mu mora recimo, ne vem, ta meritev Rimca, ne, ki so bili zraven teh 5 inženirjev, so vsi navdušeni avtomobilisti, že s svojim avto dirkajo. In to je za njih, da lahko še v službi to delajo, je res tisto, kar bi si želeli. In jaz mislim, da tukaj se mora res vsak vprašati to vprašanje, ne, a bo djalč, a bo, ne. Jaz mislim, da za tisto, kar si res želiš, sej v končni fazi v službi smo tretjino dneva, ne, 5-krat na teden. To je kar veliko. In mora biti neka motivacija pa vesela, da to lahko pri samem sebi, ne, pa še vse ostalo, ne. Tako da načeloma niti, bom rekel, z inženirji je težava tako in tako, ker je danes trg dela tukaj, ne, sej je cel trg dela tak, ampak ne bi rekel, da je ekstremen problem, to pa tudi ne bi zaradi tega nič spreminjali, no. Kar pridajo. Še v tem, smisel pri delu, ne, to, da sodeluješ v neki veliki mednarodni odmevni zgodbi, to se mi zdi super. Kako še v podjetju skrbite za to, da se ljudje dobro počutijo, za to, da so zavzeti, da so tudi pripravljeni tvegati? Ne, to se mi zdi zelo pomembno, da pogosto je tako, da kar poskusite, pa potem gre, ne. Tudi, se pravi, to varno okolje za delanje napak. Zdaj, kar se tiče samega visokotehnološkega podjetja, kjerkoli, je tukaj vedno treba odločitev sprejemati zelo hitro, kar pomeni, da se bodo naredile napake. Tukaj ni časa, da bi naredili, 60 sestankov, pa vsaki čisto temo predelali, pa videli, če bi mogoče šli levo ali desno. Pač se treba odločiti zdajle, pa tudi če je narobe, pa pol popravljamo. Tako da je okolje nastane samo po sebi, ker se ogromno napak dogaja iz teh stvari. Probamo ne delati strateških napak. To meni recimo 5-letna vizija, so vseeno proba večkrat obrniti, večkrat pogledati, da to res gremo, kako bi rad šli, ker tam je nekaj časa. Ampak kar se tiče pa dnevnih, tedenskih, torej taktičnih nalog, te se pa velikrat naredijo napake. Tako da okolje sam po sebi vzpodbuja napake, ker gre od vrha dol.
In ni, da se počuti nekdo dol izjema. Je vedno je tako, da je ljudi je strah narediti napako, to je po naravi nekako, ampak vedno pol tudi rečemo, zdaj, če nisi probaj, pa še slabi, ne. Daj saj probi, pa pol bomo že skupaj, ne. Druga, ko naredi varno okolje, je, da si res pomagamo. Tukaj je, če bi vajno oddajo preimenoval vodenje s posluhom in zgledom, bi rekel. Ta del zgleda, mislim, da je ključen tudi, zaradi tega, ker jih treba poslušati, ampak jim je treba tudi pokazati. Ne? In jaz mislim, da če ne gre pač, da se nekdo, ko je dober tistem posede, pa dokonča, pa spele, pa jih vmes nauči. Ni nobenega, recimo, obteževanja, negativne energije in tako. Ali pa vedno probamo to narediti neko retrospektivo. Ker ponavljanje istih napak, pa vemo, da ni dobro, ne? Tako da probamo dejansko pol iz tega potegniti naprej, kaj bi pa drugič lahko drugače. Zdaj sama motivacija, pa veta so pa vse stvari. Recimo, ker smo v Zasavju, imamo to srečo, da imamo od downhilla do bazena, do tekaške steze, mislim, to ni, da ni športu, od bojke, in to pač jim vse damo na voljo. In je tako nek tak, bi rekel, taka dolina, kodr imaš vse. To je težko drugot verjetno dosežeš, tukaj pa vse nakupi in pol si kar zbira, kjer aktivnosti, kako, s tem se tudi družijo, se bolj spoznajo izven delovnega časa, pol tudi, da smo mehni, nam pomaga, da se vsi bolj poznamo. Pa mislim, da ena ključna je ta, da pa res probamo biti, tudi nekako tudi v osnovnem kodeksu, ni to besedo zapisano, ampak je pa naše vodilo, da smo nekako čim bolj avtentično. Včasih je to negativno, ker si že preveč domač. To mora vedeti, ne? Včasih se je lepš vikati, pa stati malo nazaj z rokam, pa si vzeti čas, ampak v tako hitrem premikanju stvari je vse to balast. Kako bi opisal kulturo? Ne, sej par besed si že prav gotovo izpostavil, ne, to nekak direktnost, pa nizka hierarhija, pa ta lokalna in globalna, ampak kaj bi rekel, da so močne plati vaše kulture, kje bi si želel kakšno stvar okrepiti ali pa izboljšati? Kultura kot taka je ponovadi sestavljena s kar nekaj gradnikov, not sta tudi vrednote seveda, ampak sta tudi noter vizija, cilji, to nekako celo kulturo sestavlja. In tukaj recimo, kar je ena pomembna, je, da imamo zelo jasno vizijo. To ponovadi predsednik dr. Jure Knez postavi s tem, da obišče veliko sveta in vseh teh velikih strank potegne, ko bi svet rabil še kasneje. In to je ena stvar, kakor je ključ, da smo vsi usmerjen v isto smer pri delu. To veliko pomaga. Ni zmeja, da ne spreminja se planje vsake 5 minut. Ja, se pride nov projekti, pa to, ampak jasno je, kam gremo. In to mislim, da ljudem vsem da neko tako meritev, da vemo, ok, tja gremo, tja bomo prišli. Tako to se mi zdi zelo pomembno tudi za samo kulturo, ta razumevanje, pa jasni plani. Potem pa mi imamo en dokument, tak, rekli kodeks, tukaj not je bilo, mislim, da pred 2016 je bilo na 20 vrednot, ker smo bili kot startup, so bile vrednote, ker smo skupaj sedeli to, ker smo. Tisto, ko ni pasel, je ponovadi sam tudi odšel, ker je pač ni bilo nikogar treba poslati domov, ker je vsak videl, ki je tele v teli grupi, jaz ne vem, kam spadam, ne. In smo pol, je bilo tu nekih 200 vrednot, ki smo mislili celo, da smo jih skopirali od neke druge firme. In pol smo 2016, ko smo zrastli, smo ugotovili, da nekaj fundamentalno ni v redu, ker nas je par cele dneve po firm tekali pa delali stvari, ostali so pa tako kar okej. Ne, nič pretiran. In pa so pa rekli, ok, jaz mislim, da nekaj fundamentalno ni v redu in fundamentalno ni v redu tudi, da si ne delimo, plan imamo isti, samo isti, ne delimo si pa mogoče čist tega, ko pa pomeni res delati v DevSoftu. In smo pa zapisali 5 vrednot v bistvu, v štarti so bile 4, odgovornost, predanost, skrbnost pa transparentnost. Ne, ta transparentnost je na prvem mestu, ker je ključna. Ta se tudi na neko avtentičnost pol naveže. Ne. In smo jih začeli tudi dejansko zbirati sodelavce pol naprej, ko smo rasli tam. In se truditi, da res jih probamo vsi živeti. Ne. Zapisali smo pa tisto, ker smo bili že dalje časa tam, pa smo jih neko sjap imeli, ker smo res dolg časa se preizpraševali, ko so one ključne stvari, kakor jih moramo zapisati. Če pa gledamo, kaj pa je izziv, ta 5. vrednota je pa podjetnost in inovativnost. Ta je pa ena, kakor je pa mičken manj zastopana in je za naslednjih, bom rekel, 5 do 10 let je pa plan dejansko to spraviti bolj v življenje. Vse smo zelo podjetni pa inovativni. Sam radi bi to še širše naredili. Radi bi nekako tudi, da bi DevSoft sam posjab imel mentaliteto startupa, zato imamo tudi lean strukturo, deloval bi pa vseeno kot stabilno podjetje.
kar se sliši kontradiktorno, ampak se da. Ja, mislim, če kje, potem se bo dalo pri vas, ne? Ja. To je kar aspiracija, ne, marsikje, da bi ohranil mišice velikega sistema, pa agilnost majhnega. Sodi v to zgodbo tudi zgodba akrobatov pa katapulta, kako to integrirate z delovanjem DVSofta? Zdaj, mesto akrobatov je v bistvu program ali pa projekt, ko želimo združiti startupe z nekim stabilnim podjetjem, ki jih lahko suportira, to je pa DVSoft. Ne. To v bistvu danes že imamo mi na majhni skali. Mislim, da je nekje 30 podjetij zdaj v Katapultu. Katapult je naš podjetniški inkubator, torej pospeševalnik. In to je pravzaprav čez cesto od našega podjetja, so naš prostori, ki jih oddajamo za ugodno ceno, skupne službe imajo na voljo, ne vstopamo v lastništvo in jim pustimo, da ustvarjamo. To je nekako želja, da združujemo mentaliteto tega podjetništva. In mislim, da se to tudi v Sloveniji zelo izboljšuje, da so mladi veliko bolj naklonjeni po anketah podjetništvu, kot so bili kar nekaj časa nazaj. Zato mi tukaj ne želimo nič od tega, zaslužiti, ampak želimo to, če bi že šli po Evropi, bi rekli ESG, pa bi pol bili kiro črko, smo mi zdaj ven vzeli. Ampak če pa rečemo tako po domačnem, je pa to užitek. In mesto akrobatov je pa v bistvu samo to na večji skali. Je tja do 1000 zaposlenih oziroma 1000 ljudi. Mislim, da je za 3 nogometna igrišča je velika pol ta zgradba oziroma hale. Noter je pa vse, od restauracij do pač to, kar vse bi mogli nuditi v enem takem pospeševalniku, da bi lahko mladi še bolj ustvarjali, pa še malo več riskirali. In tukaj smo zdaj na tej 5. vrednoti. Še spodbujati to, probite, če ne bo uspel, bomo že. Jure veliko trače. Ja, če mu ni ratel startup, je prišel pa DVSoft. Okay. Tilen, ko se daš povedal s kislim nasmeškom. Je bil hec, zaradi tega, ker dejansko ni vsak za vse. Če nisi entrepreneur, si lahko še vedno odličen v drugi vlogi. Tako da, razumem idejo, ampak je zabavno. Zdaj ste že kar nekajkrat omenili Jureta, Jure Knez, torej soustanovitelj, večinski lastnik DVSofta. Kako on sodeluje pri vodenju ali pa kakšen je vajen odnos, no? Kako vidva sodelujeta? Jure v bistvu zdaj, če gremo po klasični delitvi vodstva, je Jure vizionarski vodja. In to je. To pomeni, da pride vsak dan z novo idejo, pa vas navdušenje, ko se moramo narediti. In to je tisto, ker govorimo o tem podjetništvu inovativnosti. To bi si želel, zaradi tega, ker tako vse iz množice idej pride dobra ideja. Ne pride iz ene ideje dobra ideja, ponavadi. Tako da sodelujemo v bistvu v tem, da pol, kukar nekako se skristalizira, ko je pa res smiselna smer. Pol pa ponavadi jaz sem po tem delu, da jo poresničim, torej sama organizacija, kako speljati, to sem po tem zelo dober. Tako da mislim, da se res dobro dopolnjujemo kot dve različne, bom rekel, strani istega kovanca. No. To nekako zelo dobro deluje. In v bistvu bi rekel, da divje ideje se tam rojevajo, tukaj se pa pol speljajo. In potem tudi, recimo, zgledam vsak po svoje vodje, rekel, probamo navdahniti. Neko je, da moraš tudi speljati, pa kako postaviti, neko je pa, da pa je fajn, če probaš 10 korakov naprej. Tako da je zelo zanimiv ta tandem. Koliko je ta zgodba solastništva zaposlenih pomembna za DVSoft, vašo kulturo in način, na katerega funkcionirate? Zdaj, pri solastništvu mislim, da je ključ dolgoročna naravnanost. Če bi tako vzel, res ima veliko lastnosti. Ne? Ampak mislim, da je ta ključna, da ko si ti lastnik nečesa, tudi malo drugače delaš. Zaradi tega, ker dejansko se zaposleni, ko vstopi v lastništvo, prestal na stran podjetja, tam, ko se bo drugače izvršni direktor nahajal. Ker kar naenkrat odločitve so zdaj tudi o njegovem deležu in ni več vseeno bo ali ne bo, ali bomo videli. Tako da mislim, da je to zelo dobra motivacija. Po drugi strani, če smo tukaj zrasli, 25% na let, recimo v poprečki, je tudi neka naložba, ker mi dovolimo, da kadarkoli si jo izplačaš, lahko je stopšnje, tako da je tudi neka naložba, v katero si v bistvu vpletean, da jo malo bolj razumeš, tudi ni slaba. Tako da ima ta vidik. Ne. Mi, ko smo bili na začetki, smo v bistvu, mislim, da sem 2008 ali pa 2009, smo dobili 3 delež dejansko zastonj, zaradi tega, ker takrat delež ni bil nič vreden, ker je firma bila na začetki poti in
lahko da bo, lahko da bo. In smo v bistvu dobili ponudbo ali toliko denarja ali pa delež. Ne. Mi smo si delež vzeli, smo rekli, da bomo že ne. Potem se je to izkazalo za zelo smiselno potezo. Za nove smo pa rekli, da pač ga morajo kupiti, zato da tudi razumejo, da, ker zdaj delež pa ima določeno vrednost, ne, da za svoj denar nekaj smiselnega vloži in pa s tem še bolj so, če nekdo vloži 60 000, pa tudi se vprašam ali kako bo to šlo. Tako da jaz mislim, da tukaj se grem predvsem za dolgoročnost, da ostane to res v rokah tistih, ki dejansko prispevajo tudi k samem razvoju podjetja in da pol tudi na skupščini te ljudje razmišljajo, ko bi bilo smiselno, ko ne. Tako da zunanjih lastnikov ne moramo imeti, imamo tudi tako zaprto pogodbo. Ja, škoda, ne, Miha? Ja, ne, ampak ko govorite o tej dolgoročnosti, se pravi, solastniki imajo dejansko zelo pomemben vpliv, ne? Imate prav redne sestanke, kjer lahko kaj predlagajo, vprašajo? 2krat na let je skupščina, drugače pa so solastniki zaposleni. Tako da dejansko imajo redni sestanek vsak dan, če ga želijo. Zaenkrat ga nimamo. Kako pogosto pa imate sestanke? No? Ponavadi 2krat na let je skupščina, kodr se povejo vse ključne stvari, pa se pol zmenimo, ko je naslednji korak. Tako da, zdaj sestanke s samim vodstvom so pa tedenski, pa tako naprej. To so lastniki, pa vodstvo je tudi ločeno na nek način. Jaz si predstavljam, da dejansko biti vizionar, pa si nekako zamišljati 5-letne plane in podobne stvari v časih, kot so zdaj, ni najbolj enostavna naloga. Ne? Nam lahko mogoče malo zaupaš, kako vas ta geopolitika in negotovost in vse to tangira, kako o tem razmišljate, kako se odzivate? Ja, po času korone se dejansko ni več nobena stvar stabilizirala nazaj. To v poslu. Ne? Vsak teden, ko se pride v pisarno, je bilo nekaj novega. Tako da dejansko mislim, da je to zdaj že toliko časa, da smo vsi to sprejeli. Ne vem, danes se škoda spraševati. Naslednje mirno obdobje bo verjetno še dolgo ne. Enkrat pa precej verjetno bo. In zato smo nekako se navadili delovati v takih okoliščinah, ker je dobro, da mi kot agilno podjetje, recimo, ali pa v visokotehnološkem svetu smo itak navajeni, da se stvari skozi spreminjajo. Ne, bo izstrelitev rakete jutri, bo pol, ne bo 26krat prestavimo plane in tako naprej. Tako da imamo neki feelinga za to, da nič ni stacionarnega in smo dosti navajeni na ta svet. No. Dotakne se nas recimo pa na veliko stvari. Zadnjič je recimo predzadnja, da bi Trump celo ukinil podporo NATO. Nisem do konca prebral, sem ranjahu. No, ampak recimo, ki je uvedel tarife, ne, zadovoljno, ne. Mi smo prvo se z našo ameriško poslovalnico zmenili, da se dvignejo cena za ceno tarife. Vse to je pač davek, pa bo ameriški konzumeri ga plačali, ne. Konkurent v Ameriki ima proizvodnjo v Evropi. Tako da on ne more isto nič narediti, ne. In bomo vsi dvigli cene in dejansko vsak dan rešujemo neko tako stvar, ampak to smo rešili v 2 urah. Slišali smo ga zaključili, pa smo rekli, issue solved, gremo delati naprej. Ker nima smisla. Ker se skozi spreminjajo stvari, ne. In tudi ne vem, bom rekel, tako ko se je lotil ameriški predsednik, ne vem, kak je plan. Ker se pa tiče naših izdelkov, je pa to ločeno od tega. Zaradi tega, ker to industrija se pa premika po enih tirnicah, treba merkati na umetno inteligenco, tukaj so stvari, kakor tudi mi gledamo, pa bojo prišle noter, ampak neke disturbing tehnologije pa ni zdaj, da bi nam podrla naše plane. Tako da čist same produkte pa proizvode je v bistvu dejansko se da delati naprej po planu, kar se tiče pa poslovnega dela, je treba biti pa zelo fleksibilen. Ampak to je pa že zadnjih 5 let tako. Kaj to pomeni merkati na umetno inteligenco za vas? Kako se tega lotevate? Tukaj je zdaj recimo zgleda dokaj nedolžna stvar, ampak jaz mislim, da se jo da v zelo velikih primerih zelo kvalitetno uporabiti. In mislim, da se da biti korak naprej pred drugimi. Ker danes zdaj umetno inteligenco, da nam pospešval, govorimo o teh large languages trenutno, ker nevronske mreže so še kar podobne, so bile, no, ni bilo nič tukaj drugačne ranga tam. Recimo te pa so, recimo, ta prva, ko je produktivnost. Tukaj lahko produktivnost s tem dvigne. Mislim, jaz bom tako rekel, jaz danes vzamem 2 člankov, pa rečem, da mi ti poglej summary od vseh, pa mi ga zlož skupaj, pa sam enega preberem. Prej sem jih 20 mogel, ko se tem reče, hitro brati. Da sem videl, kjer je res tisto, ko ga rabim, ne.
Tako da bi rekel, 1 minuta napram prej, ki je bil to daljši proces. In produktivnost sama, ne govorim sploh o izdelkih, zdaj govorimo o delu. Če to ignoriramo, bomo produktivnost jo ne zvišujemo. In če konkurent to dela, ne, recimo marketing veliko to uporablja, seveda z neko pametno logiko, ne bomo zdaj dali neke tekste, pa da jih bo, ne. Ampak zna pa narediti marsikaj. Recimo v compliance programih. Trade compliance je v bistvu monitoriranje naših strank. Prej si mogel ti preiskati cel net, da si dobil malo občutka, je to čudna stranka, ni, ali lahko prodamo ali ne. Zdaj, če te vprašaš, ti zelo vir pove in on najde zelo hiter. Ti mu sam poveš, kaj bi rad, ne. In to se je skrajšalo lahko iz 3-urne raziskave na 2-3 minutno. Če nič najde, moraš še vedno pogledati, ne. Ampak, tako da to so sam primeri, ampak to bi lahko do jutri gledali, ko se lahko v produktivnosti naredimo s tem, kar je danes na voljo. Pa tudi znebimo se nekaterih dolgočasnih nalog. 3-urno iskanje tudi meni ne vesele, kot to podjetje počne. Imam veliko rad, če mi to kar nekdo pove. Ne. Tako, kar se tiče pa samih izdelkov, so pa zelo dober za razne, recimo pri programiranju, imamo neko rešitev, ki se reče OpenDuck, in tukaj gor smo dali ChatGPT in mu dejansko poveš, kaj bi rad, ne vem, kaj bi rad zmeral, kakšne rezultate bi rad imel, in to kar naredi. To prej ni bilo, sploh se ni dali zamisliti. In tukaj moramo gledati naprej v poslovnih modelih, imamo še kar dosti drugih idej, no. Da bomo tukaj mogoče od spredi, ne od zadaj. Ker čez dalje cnejši so te čipi, čez dalje več jih je, Kitajska zdaj tudi svoje naredila, tako da mislim, da to bo šlo naprej. In je treba biti res tukaj slediti. Tilen, še malce o časovnih dimenzijah vaše službe, vašega poslanstva. V uvodu v pogovor ste nekajkrat omenili, ne, da ste bili do polnoči pa za vikende v to. In me zdaj čisto konkretno zanima, kako poteka vaš delovnik, kako delate, kdo vam sestavlja urnik, koliko časa na dan, kako vam gre? V zadnjih letih se trudim nekako omejiti, da je v sumi, bom rekel, ampak tu ne efektivnega dela. Če bi gledali da je nekje 10 ur. To je tam bom rekel, unih 8, pol je pa malo pauza, malo žene otroka, pa ko otrok gre v poslo, pa imam še 2 ure za maile, pa take stvari. Tako da efektivnih je pa tistih 80% ali 70%, ne vem, koliko je po statistik. Prej je bilo pa mogoče, bom rekel, po 12-13 ur, sploh prej smo bila sama ženo, je bilo veliko se dela. Sem se to je nekako tudi bil veseljeno. Čas je naporno, ampak na koncu rezultati te pol razveselijo. Jaz si sam sestavljam urnik, ponavadi v nedeljo zvečer v postelji malo premislim, kaj je ta teden res pomembnega. Pa imamo Google kalendar, to je pač orodje, kot res to naklikam, tako da ne rabim nekoga, da mi to posebej dela. Ne. Imamo klasične sestanke in take stvari, ko skozi potekajo, pa te manjše vmes, kar se moramo pogovoriti. Tako da dejansko tukaj je moj del. Vsak jutr preberem, recimo, ne vem, Ekonomista, Forbes, pijem kavo, 24 ur si RTV, da bi jim vsaj sliko malo, če sem kje zamudil, pa če Trump spet kaj naredil. Danes je to pomemben, ker je zjutraj vse drugače, je bilo zvečer. Pol pa v bistvu v naslednjem pa pogledam svoj urnik, pa se malo probam fokusirati v glav, ko so tiste ključne stvari tisti dan, ko jih moram dobro speljati, ko mogoče lahko malo slabše, ko še moram narediti, kot imam neki focus time za sebe, in potem se nekako lotim tistega dneva. In tako je moj vsak dan, nekako se odvije. Fokus, se pravi čas za to globoko delo, kot se včasih reče, planirate ali se zgodi? Imam 2-krat na teden, imam načeloma focus time od 8 do 10, tam not nimam nobene druge stvari, pol pa vedno probam narediti tako, da so vsi moji sestanki do 12, pol pa imam prosto. Zdaj pa, če pridejo kak pomemben gosti, če mogoče kakšne stranke, če karkoli imam za to tam čas, če pa ni, si pa to vzamem, da spet probam kaj recimo narediti, ne vem, ali pa tudi razmisliti kako stvar, če recimo mi od prejšnjega dneva ostalo v glavi ali pa tako. Tako da imam nekako tako, nekaj jasno zaplaniranega, nekaj si pa malo pstim, da se tudi malo zgodi, no. Šolsko in zgledno se mi zdi tale time management, ne, tako da bi se sam zahvalil res za to, da nam je uspelo v tretje in da so lahko naši poslušalci izvedli, kako izgleda DVSoft od znotar, od enega najbolj poučenih. Da, hvala. Ja, Tilen Sotlar, najlepša hvala, ne samo za vodenje s posluhom, ampak tudi za vodenje z gledom, ne? Se mi zdi dobra ideja tudi za ime. Hvala. Ful hvala vama.
Vodenje s posluhom.